Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. V današnji oddaji gostimo Kajo Rokav, humanitarko, s katero bomo spregovorili o pomoči otrokom in njenih izkušnjah prostovoljnega dela v Afriki. Lepo pozdravljeni, Kaja. Pozdravljena. Najprej začnem. Najprostovoljka leta 2025. Kaj ste začutili, ko ste izvedeli, da ta naslov pripada vam? V bistvu sem bila najprej zelo presenečena. Priznam, da nisem pričakovala tega naziva, tega priznanja. In v bistvu me je zelo se dotaknilo šele v bistvu na sami prireditvi, ko smo poslušali te zgodbe, ko si dejansko z preostalimi in prejemniki priznanj in pa seveda tudi ostalimi prostovoljci in je to res tako posebno vzdušje. In takrat sem v bistvu bila, wow, to je v bistvu priznanje, ki absolutno ni samo moje. To priznanje je v bistvu priznanje vseh tistih, ki se skupaj z mano ali pa jaz zaradi njih v bistvu udejstvujejo vseh teh prostovoljnih akcij, humanitarnih akcij, dobrodelnih akcij in v bistvu stojijo z mano, mi pomagajo, stojijo ob meni ali pa tudi čisto samostojno v bistvu ustvarjajo ta svet malo lepši. Pa če sedaj pogledava nazaj, kje se je pravzaprav ta vaša prostovoljska zgodba začela? Zdaj v bistvu sama prostovoljska zgodba bi jaz rekla, da je v bistvu del mene, del tega, kar sem jaz in začela se v bistvu z samim v bistvu mojim življenjem, z življenjem v družini, v kateri sem odraščala, ljudi, s katerimi sem se srečevala in se v bistvu nekako potem naprej pletla. Prva taka oseba, ki bi jo izpostavila, da je vplivala name, je zagotovo moja prababica, ki me v bistvu od majhnega učila te strpnosti, sprejemanja, solidarnosti, sprejemanja drugačnosti. Ne vem, na naši vasi, kjer sem živela, sta bila dva brezdomca, ki sta v bistvu veljala za ta lik v številnih očeh, ko so recimo starši ostalih otrok, sovaščanov, strašili svoje otroke, zdaj pa če ti ne boš priden, bo pa prišel ta gospod, pa te bo odnesel ali pa bo nekaj naredil ali pa nekaj in so potem otroci začeli malo bolj ubogati recimo. No, pri meni to žal ni šlo skozi, zaradi tega, ker jaz sem bila tisto otrok, ki se je z njima igral, ki se je k njima usedel v naročje, ki je v bistvu gledal ta svet skozi te oči prababice, ko je rekla, pač za vsakega je treba poskrbeti, vsakemu je treba dati za jesti, za piti, mu poskrbeti za higieno, če rabi pomoč. Skratka, to neko sprejemanje. Seveda sta to v bistvu ves čas tudi gradila moja starša, ki sta tak pri meni kot pri moji sestri, pri Maruši v bistvu od majhnega vzgajala te vrednote poštenosti, iskrenosti, solidarnosti, pomoči drugim, vedno sta pomagala povsod, kjer sta lahko, vedno sta rekla vsem pač ja, nikoli nista pogledala stran. Tudi če nima bilo včasih težko, sta pomagala in mi, da smo v bistvu obe s tem odraščali, to je bilo nama nekaj povsem normalnega, ne vem, delitev stvari, pomoč, solidarnost in v bistvu me to spremlja pač od majhnega, potem pa seveda sem vsako leto znova sama vstopala v te zgodbe, v različne projekte, v različne akcije in v bistvu gradila to pot naprej. Zdaj omenili ste sestro Marušo, ona je bila pravzaprav tista, s katero sta se podali na eno izmed najpomembnejših teh prostovoljskih poti, govoriva o Afriki. Kako sta pravzaprav prišle na to idejo, da ste izbrali ravno Afriko? Ja, Maruša je v bistvu tisti glavni krivec, da je ta Afrika sploh se realizirala. Sama sem v bistvu razmišljala o eni drugi poti, sama sem želela v Indijo. Imela tudi malo plan, pa je potem v bistvu prišlo tako, da je Maruša o tej Afriki že dlje časa razmišljala in en dan se je v bistvu zgodilo ta predstavitev tega potovanja, projekta in Maruša ni mogla poslušati. In ona je prosila mene, če lahko jaz v njenem imenu to poslušam, ji posnamem posnetek in pač bo ona potem, ker je pač takrat bila odsotna, poslušala za nazaj. Jaz isto, ok, vse naštimam, še rekla sem vsem, da me ne smejo zdaj motiti, ker zdaj moram to posneti. In jaz isto vklopim, pa mislim, v redu, to bomo zdaj pač poslušali 15 minut, pa bo to, in pol je to trajalo 15 minut, pa še 15 minut, pa še pol ure, ne vem, 2 uri menda na koncu vse skupaj.
In jaz seveda sem vmes to optimistično snemala, vmes pa tudi bila razmišljala, pa to bi jaz tudi probala, pa to bi jaz tudi šla. Ne? In na koncu te predstavitve sem že bila s tisto, Maruša, kaj pa če bi mi to šli skupaj, ne? Seveda sem bila vezana bolj na dopust, na delo, v bistvu delam v šolski svetovalni službi in vezan si na počitnice, ne? Ker v času počitnic lahko koristiš dopust. Ampak jaz pač ne morem pred Julijem, ne? Ti boš mogla zdaj mene počakati, če želiš. In ona ba, ok, potem bom te počakala še toliko časa, pa greva potem skupaj. Ne? Seveda na tistega posnetka, jaz sem ga super posnela, brez zvoka, tako da od tistega posnetka ni bilo nič. V Afriki sva se pa potem znašli obe sva jo tudi podaljšali, tako da obe pa je v bistvu zlezla pod kožo in tako se je začela v bistvu ta zgodba pisati sama od sebe. Kako pa sta to informacijo domov prenesle? Kaj sta rekla starša, ko sta povedali, da se kar obe odpravljata na to pot? V bistvu najina starša sta v bistvu že malo navajena tega, sama sem že kar ogromno potovala, tudi Maruša vedno več potuje. In zdaj ni bil tak zelo grozen šok, seveda je malo nekega respekta, ne? Vseeno je to Afrika. O Afriki slišimo iz medijev, o Afriki slišimo velikokrat, da je to ful revščina in da so to bolezni in komarji in malarije in ne vem kaj vse. In seveda sva pač iz tega vidika poskrbeli, se zaščitili, poskrbeli v bistvu, da sva vseeno odgovorno potovali. Zdaj midve sva se sicer odpravili tja z idejo 3 tednov, ki sva jo potem, verjetno sta bila starša bolj šokirana, potem ko sva midve obe rekli, jaz bi podaljšala, ne? In pa Maruša, jaz tudi, ne? In pa smo v bistvu obe podaljšali, Maruša sicer malo manj kot jaz sem pa kar, no, najprej še za dodatne 3 tedne, potem pa se je v bistvu malo na ključje poklopilo vse skupaj, da sem lahko stala še v bistvu do septembra, prišla v Slovenijo za 2 tedna, malo več, slabe 3 tedne, šla nazaj in ostala v bistvu praktično do zdajle. Kaj ste pričakovali pred potjo v Afriko in kaj je tisto, kaj je vas pričakalo, če lahko tako rečem? Jaz sem pa vedno oseba, ki je vedno planirala vsa potovanja, imela vse naštudirano, zdaj bomo mi to, vedno bila tista, ki je imela to koordinacijo, organizacijo, logistiko, vse čez. Torej pa sem v bistvu, Maruša je tista, ki je naštudirala vse. Jaz sem na tisti predstavitvi slišala, oziroma najni kasneje, pridite brez pričakovanj in če se vam kaj zdi čudno, si rečite, to je Gambija. To je bil moj stavek. Ne? Mi smo prejeli gradivo, mi smo prejeli neke priročnike, navodila. Ne? Jaz jih nisem odprla, jaz nisem niti pogledala v bistvu kraja, kamor grem. Jaz sem v bistvu tu res sprejela tisto, grem brez pričakovanj in se pustim presenetiti. In po drugi strani sem tudi vedela, da je v bistvu Maruša, ki je imela vse naštudirano, ona je točno vedela po Google Mapsih vse razdalje in vse v bistvu, tako da iz tega vidika sem ja šla zelo brez pričakovanj. Kaj me je pa pričakalo? V bistvu v prvem trenutku šok, še danes si ga ne znam razložiti, kakšen in zakaj. Zaradi tega, ker sem ga potem poskušala zavrteti, prevrteti scenarije, šla, ne vem, po isti poti na letališče 5-krat ali pa 6-krat še kasneje, ampak jaz, ko smo prišli v Afriko, moja prva misel ob prestopu iz letala je bila, jaz grem domov, jaz tule ne bom ostala, 2 dni ne, kaj šele 3 tedne. Ne. Jaz sem vmes po poti, ko je bila Maruša cela, wow, to je Afrika, mi da smo v Afriki, sem jaz tisto, jej, super, jaz hočem pa nazaj. Mislim, jaz bom poiskala hotel, jaz bom v hotelu in potem bom šla po najkrajši poti nazaj, ti pa si lahko tule zaradi mene, koliko hočeš. Ne. Pa sva prišli, šli takoj že prvi dan v akcijo, že prvi dan smo šli v sirotišnico, seveda bili sva utrujeni, bili sva nespočiti, bilo je nekaj novega, po drugi strani je bilo pa toliko adrenalina, da sva rekli, ja, Maruša je rekla, spali pa res ne bomo že zdaj, ne? Mi bomo to spali kasneje, v Afriki pa sploh ne. In sva šli, ne? In v bistvu že ta prvi občutek bi rekla, da je bil nek poseben. Jaz sem potem čez dan v bistvu prišla do tega stanja pri sebi, ko sem rekla, kaj s tabo bilo zjutraj, to je pač ok, ti boš komod tule. Čez čas smo v bistvu ugotovili, da je zelo težje iti potem nazaj. Ravno to, torej vi ste delali v sirotišnici v Gambiji, pa se spomnite trenutka, ko vam
se prvič zlomilo srce? Jaz bi rekla, da je to v bistvu vsak trenutek. Ne? Vsakič, ko ti prestopiš ta prag, ko prideš čez tista vrata, je trenutek, ko te zadane realnost in trenutek, v katerem se ti odločiš, da boš pač to zdaj malo prekompenziral, da boš pač izklopil ta nek tvoj svet in se vklopil v ta svet tukaj, v svet otrok, v svet tistih bitij, ki v bistvu bolj kot karkoli rabijo samo to, da si ti tam, ne glede na to, kakšen si, odkot si, kdo si, kaj si, samo da si tam, da si z njimi, da jih v bistvu sprejmeš, da v bistvu stojiš ob njih, za njih in ja, da si tam. Ne? In v bistvu ja, vsakič se malo zlomiš, vsakič te zadane to pismo v svetu, kjer vsi imamo neke enake možnosti, a ne si ti prikrajšan samo zaradi tega, ker si rojen na drugem koncu sveta, kjer teh možnosti ni, a ne, v istem času, v istem življenju praktično. A ne. In vsakič se te zgodbe dotaknejo in v bistvu ja, te spremenijo. Kako bi nekomu recimo opisali to sirotišnico, obstajajo posnetki, videi, pa vendar, kako bi samo z besedami opisali sirotišnica kot takšno, pa tudi stanje tam, koliko je pravzaprav otrok tam na kupu? Sirotišnica kot takšna je v bistvu zelo skromna, ne, kot večina razmer, Gambija je vendarle ena izmed najrevnejših afriških držav in tudi v svetovnem vidiku. Oprema je v bistvu praktično tisti kinderpetki, ki si jih delijo, te posteljice. Ne. V bistvu v eni imaš po 3, po 4 dojenčke, novorojenčke, brez nekih odejic, brez nekih dodatnih, ne vem, pri nas imamo zdaj že vse te strehice, pa te baldahinčke, pa razne obloge okrog ograje, pa tega. Ne. V bistvu v Gambiji se srečaš tudi s kakšnim kinderpetom, ki je samo sestavljen in še praktično nima jogija, so kakšne 2 majčki čez in že v bistvu otrok na njem tudi spija. Ne. Skromne so razmere glede opreme, ne vem, omara, ki je za oblačila za vse otroke skupaj. Igrač praktično skoraj da ni. Igrajo se v bistvu z vsem, kar se znajdejo, z metlami, ko pometajo, z blatom, z mangovimi listki, ko si pletejo zapestnice, ko si izdelujejo vse. Najsrečnejši so v bistvu, če se dela karkoli, ne vem, so vmes obnavljali, pa so pomagali in pri ploščicah, in pri čiščenju, in pri temu pleskanju fasade. Pri vseh teh takih preprostih zadevah, ne, kjer se v bistvu lahko vključijo. Meni je bilo vedno fascinantno, ko so v bistvu starejši otroci, če si prišel sama, ne, pa si želel, kar recimo dojenčkov je, ne vem, 20 do 30, pri tem jih imaš pa še razdeljene od 0 do, ne vem, mesec dni, pa je 10 takšnih novorojenčkov praktično, pa potem je 10 tistih do 1 leta, pa potem še, ne vem, 7, 8 tistih do med 1 pa recimo 2,5, ne, in v bistvu poskrbeti sam za vse je zelo težko, ne. In so v bistvu vedno priskočili ti starejši otroci, ne vem, 6-7 let stari, od tega fantki in punčke, in so mi pomagali previjati, nositi ven v tak skupnosti, prostor, kjer smo preživljali, da so bili na svežem zraku, ne. Do tega, da so mi jih pomagali hraniti. Res pač tisto, vidiš to skrb starejših do skrb za mlajši in njim to in igra, in hkrati imajo ta občutek bližine in hkrati imajo ta občutek sprejetosti, pomembnosti in v bistvu res se spletajo take posebne vezi. Govorili smo o teh materialnih stvarih, na drugi strani pa je žalostno še nekaj drugega. Pravzaprav tam otrok ne dobi zdravniške oskrbe, to dobi šele, ko je stanje življenjsko ogrožajoče. Ja, res je. To je v bistvu tisti najtežji del moje zgodbe v sirotišnici, hkrati na nek način zdaj tudi lahko rečem, da koliko je bil težek, toliko je vseeno na koncu prinesel neke lepe rezultate. Ne? Jaz sem se srečala vmes z zgodbami 3-4 dojenčkov, ki so bili v bistvu dejansko bolni na smrt, od tega, da
je eden od njih za par sekund mi praktično na rokah umrl, pa prišel potem nekako k sebi. In v bistvu res, mi smo takrat za eno drugo prostovoljko videli, da je otrok, na začetku se nam je zdel res pač ful bogi, imel je vročino, pač taki mičken. Zdaj, žalostno je tudi to, v sirotišnici niti ne veš točne starosti otrok, niti ne veš točnih imen otrok, kaj šele nekih podatkov, ne. Mi smo takrat mislili, da je otrok star, ne vem, 5-6 mesecev. Jaz sem sicer ful časa kasneje potem najdla nekaj papirje, kjer sem v bistvu ugotovila, ne, ta otrok je bil v bistvu star 11 mesecev, ne. Imel je manj kot 4 kilograme, imel je ne vem, kjer vse bolezni. Mi dve smo se takrat odločili, da ga peljeva na zdravniški pregled, ne, z mislijo, ok, gremo mi v bolnico, zdravnik bo pogledal, kaj je narobe, dal zdravilo in gremo nazaj v sirotišnico. In mene je v bistvu takrat zelo zadelo, ko smo mi prišli do zdravnika in je ta zdravnik meni rekel, gledajte, če z otrokom ne greste takoj naprej v bolnico, bo otrok umrl. Otrok vam že zdaj lahko umre v bistvu, ker je toliko in podhranjen in ne vem, kaj vse je imel. In mi smo bili, v bistvu takrat se soočili s tem dejanjem, ne, sistema, ki ga praktično ni tega zdravstvenega, ne, to so in privat bolnice in pa potem javne bolnice in to je vmes velike razlike. Hkrati je potem to otrok iz sirotišnice, za katerega še toliko manj skrbi, ne. Že sam pogled na otroka, na samo ljubezen, starši ti povejo, pa ti povejo recimo starši, s katerimi si blizu, pa spleteš neko vez, pa ti reče, pa imam 4 otroke, meni je vseeno, če 1 ali pa 2 umreta, 2 bosta že preživela, 1 bo že poskrbel za mene, ne. In v bistvu to dojemanje ljubezni skozi to čisto neko osnovno skrb preživetja je tisto, kar te res potem zadane, gane in v bistvu ja, in potem, ko sva tega otročka v bistvu spravili do te bolnice, da je ostal v bolnišnici, se srečaš z drugim faktorjem, da je delo v sirotišnici drugače, ne, povezano je za to skrbstvo. Zdaj, če že starš za svojega otroka ne skrbi, verjetno bo za nekoga, ki je pač tam še manj, ne, in s to situacijo se srečaš zelo jasno, zelo si šokiran za samim načinom dela. Hkrati te najprej jezi, dlje časa, ko si, bolj kot spoznavaš te razmere, bolj poskušaš tudi njihov sistem razumeti. Vseeno, ajde se trudijo približno, koliko se pač znajo, koliko pač zmorejo z tem, kar pač imajo, kar pač ni nič ali pa zelo, zelo, zelo malo, ne. In ja, in s tem, ko enega otroka pelješ zdravniku, smo potem šli naslednji dan v sirotišnico in ugotovili, da so še v bistvu pa 3 takšni, ki v bistvu lahko gremo samo v avto in nazaj z njimi. Tudi ti 3 so ostali v bolnišnici. Eden sicer je bitko izgubil, ampak je bilo povezano s tem, da je imel že predtem veliko težav. Na srečo ali pa na žalost smo v bistvu ugotovili, da res ima neke luknjice in na srčku in ne vem kaj vse. In smo bili v bistvu tudi, zdravnik je zelo realno takrat povedal, da pač to je zelo, da se rešiti, ampak zelo težka pot in vprašanje, kaj bo, in pač ta otrok ni zmogel. Recimo, ta drugi 3 so pa zgodbe, ki so pa v bistvu zelo uspešne. Eden je zdaj pri super družinici posvojen v Italiji, v bistvu čeblja, hodi, se smeje, vesel preživlja svoje dneve, ne. Ta druga 2, tudi tak je bil najbolj v bistvu kritičen, za katerega so v nekem trenutku mene vsi pripravljali, da pač ta otrok bo umrl, ne. Tako da v bistvu sem en čas hodila v sirotišnico, z večerjo zapuščala in celo noč razmišljala, prosim, zdrži do jutra, in me je bilo vsako jutro v bistvu strah stopiti tja, ker nisem vedela, kaj me bo pričakalo, ker nisem vedela, v kakšnem stanju bo otrok. In v neki točki, ko so v bistvu že vsi obupali, in to bi rekla, da recimo so te zgodbe, ki so najtežje, ne, ko v bistvu ostaneš v neki točki praktično sam, ker obupa in sistem in že tudi ljudje, ker pač jaz sem temu otroku v eni točki po tej gazici dala kapljice na ustnice, da je vsaj tisto kapljico vode zaužil, ker ni več šlo nič, ne infuzije, ne flaške, ne potem provedke, te za zdravila, te brizgice. V
sem bila pač nekaj moram in sem pač bila, ok, v redu, bomo pač šli po gazici. V nekem trenutku, če bi me takrat nekdo gledal, bi verjetno rekel, tej pa res ne smel več dati otroka v roke, kaj se ta dela z otrokom, da pač bi nekaj zaužil, ker sem rešila pač vse, v bistvu, in ga imela na rokah pri zdravniku, ko so ga 57-krat pičili in na koncu mi je zdravnik rekel, dajte mu vi nastaviti kanal, pa sem vas isto prosim, pač jaz nimam pojma, kaj se to naredi, meni je žitek grozno ga gledati, lahko sam ga pustite, pa pač v neki točki res imaš otroka in mu rečeš pač, glej, jaz verjamem v to, da boš sfajtal, jaz verjamem v to, da boš ti to zmogel, zdaj pa pač dej še prosim ti, ker nimava več kaj pač. In ta otrok je zdaj izhodil. Mene so vsi čudno gledali v sirotišnici, ko sem takrat jokala in bila wow in naredila cel šov, ker je otrok shodil, ampak zdaj je star, kaj zvem, leto pa pol in ta otrok zdaj hodi in čeblja in če sem mu pol leta nazaj v bistvu po gazici dajala te kapljice vode, ta otrok zdaj gricka jabolko, ne? In se v bistvu zelo zna že skregati z ostalimi njegovimi prijateljčki in v bistvu je res pač nek mali čudež, neko tisto bitje, ki sem rekla, da je pa vrnilo vero v to, da tudi čudeži so, ne. Kako pogosto pa se pravzaprav zgodi, da otroka posvojijo? Koliko teh otrok najde svoje domove? V bistvu so zgodbe zelo različne. Zdaj, odvisno je tudi od teh meddržavnih sporazumov, ki jih ima Gambija, z Slovenijo mislim, da ga sploh ni. Z Italijo so. Zdaj recimo v času, ko sem bila jaz v Gambiji, je bilo mislim, da 7 ali 8 takšnih otrok, nekaj teh tamičkenih in tudi dva starejša otroka, to govorimo 5-6 let, ko so našli svoje posvojitelje, ko so v bistvu dobili novo priložnost za nove začetke. Zdaj ta sirotišnica je v bistvu nek tudi prehodni dom, kamor tudi pridejo otroci, ki imajo še starše, niso vsi brez staršev. In v bistvu imajo potem možnost, ne vem, če se starši izboljšajo zaradi, ne vem, drog, alkoholizma, psihičnih težav, da se vrnejo v svoje okolje oziroma v okolje sorodnikov. Tako da nekaj jih tudi potem gre nazaj, zdaj kaj je boljše, kaj je slabše, kje bi bilo boljše, je zelo težko. Pač odvisno je od večjih dejavnikov, moram pa res reči, da sem zelo pomirjena z številnimi temi, ki so šli v posvojitev, so starši v bistvu ohranili stike z mano, dobivam slikice, dobivam posnetke, dobivam sporočila in to je v bistvu najlepše, kar se ti potem lahko zgodi. Kako se posloviš od otrok, za katere ne veš, če boš jih še kdaj videl? Dejali ste, ko greš iz sirotišnice, vedno neseš delček s seboj, po drugi strani pa veliko pustiš tam. Ja, zagotovo. V bistvu vsakič, ko greš v sirotišnico, pustiš ne sam delček, kar celega sebe tam, ne. Pustiš svojo ljubezen, pustiš svojo skrb za otroke in te otroke imaš vedno v mislih s sabo tudi nazaj, tega ne preklopiš, tega ne izklopiš, ne rečeš, aha, zdaj pa jaz grem iz sirotišnice, zdaj pa jaz ne vem, kaj je to, niti približno, ne. Tudi zdaj, recimo, ko sem v Sloveniji, imam v bistvu to, ta del mene je še vedno v sirotišnici in verjamem, da bo to v bistvu ostalo ne glede na to, kjer bom in kdaj bom, ne. Te zgodbe v bistvu niso samo, da sem jaz na nek način spremenila njihove, ampak so tudi oni spremenili v bistvu mene. Kako se posloviš od otrok, za katere ne veš, če jih boš videl, to sem se v bistvu zdaj naučila, tega nisem najbolj znala, niti razumela. To me je najbolj v bistvu zadelo, ko sem prišla v bolnišnico, takrat, ko so bili ti otroci, ti 4 ta hudi v bolnici. In sem en dan prišla in sem v bistvu še nisem prestopila sobe z eno drugo prostovoljko in je bil v sobi v bistvu en oče od enega od otrok, za katerega sem vedela, da pač ni primeren, ni v redu skrbel zanj. Otroka so našli v bistvu zunaj golega s pljučnico, ne vem, pač res ni bilo okej. To je v bistvu ta otrok, ki je potem izgubil svojo bitko z življenjem, ampak pač z neko pomočjo malih nekih vez, nekih poznanstev, nekih idej, tudi malo
podkupnin v ozadju, je pač ta oče dobil to informacijo o tem otroku in potem se on kar odločil, da bo pa zdaj on tam zraven. Noben ni vedel od nas za to, mi smo pač prišli kot vsak dan v tisto bolnišnico k tem otrokom, bili z njimi. Pridem tja in sobi, v bistvu pri tej posteljci je ta oče in on me tam takrat vrtel vse čas eno glasbo in to je bila My Love od Westlife. In jaz sem v bistvu, ko se tretjič ta pesmica vrtela, ko smo mi bili tam, sem rekla, pa dobro, pa jaz bom zdaj pogledala, kako ima to besedilo, in sem tisto, ok, ta ima zdaj svoj plan s tem otrokom, V bistvu na nek način so ugotovili, mi se ukvarjamo z njimi, mi finančno podpiramo vse skupaj, mogoče pa ne vem, je bila kakšna ideja v ozadju. In takrat je mene prvič zadelo to, da pač lahko narediš karkoli, ampak še vedno imajo ti otroci in ni nujno, da bo ta otrok v bistvu tam, ko boš ti prišel in da ga boš ti srečal in da bo to potem funkcioniralo. Meni je bilo najtežje, ko sem potem vmes šla za tisti kratek čas v Slovenijo, ko sem bila na eni strani imela otroka, za katerega res takrat nišče ni vedel ali bo preživel, samo želiš si, da preživi. Na koncu smo že bili tako daleč, da sem si jaz samo želela, da če umre, da vsaj se dostojno poslovijo od njega, da tudi to ni sam tak na hitro slovo. In takrat to je bilo v bistvu meni najtežje. Po eni strani sem se poslavljala malo na skrivaj, zato ker niti nisem nikomor razlagala, da v bistvu me 3 tedne ne bo. Smo to naredili bolj tak greš, ampak noben ne bo vedel, da te ni vmes. Po drugi strani pa sem v bistvu ves čas, prosim, sam počak me, zdrž toliko, da pridem. Jaz bom že iz Slovenije poskušala prinesti neke zdravila, neke stvari, da bomo ti pomagali, da boš ti potem fajtal naprej, vsaj nekako. In jaz mislim, da malo so ti otroci tudi čutili te moje želje in te borbenosti in razen tega enega fantka so me vsi v bistvu in počakali in potem kar po nekem čudežu začeli prihajati k sebi. Seveda pa moram tu izpostaviti pač to, da čeprav sem bila jaz tista, ki je bila tam v tej prvi fazi, v teh prvih bojnih linijah, je tukaj kar nekaj ljudi, ki je stalo v bistvu za mano. In tukaj so v bistvu vsi ljudje, ki so se odzivali na moje dopise, na moje pozive, na moja v bistvu prošnjo na socialnih omrežjih, ko sem v bistvu prosila za dodatne donacije, ker smo v bistvu seveda ti misliš, ok, bomo pokrili te stroške, to bo to, najbolj pa se ti stroški samo začeli v bistvu rasti, čeprav je to Gambija, plačaš prevoze, plačaš, ne vem, prehrano spremljevalk, plačaš prevoze spremljevalk, plačaš bivanje v bolnici, prehrana, oblačilca, vsi pripomočki za nego, vsako zdravilo, vsak v bistvu listek se v bistvu plača in v bistvu, če tu ni podpore drugih, sam zelo, zelo težko narediš kaj potem tudi, če veš, da imaš možnost. Tako da na tem mestu je tudi moja zahvala čisto vsem, ki so v bistvu verjeli v to, verjeli z mano, čeprav je se zdelo in nemogoče in čudežno, da se to zgodi, ampak pač otroci živijo zaradi mene in posledično zaradi ljudi, ki so stali z mano v tej bitki. Kaj ne rečem, Kaja, z veseljem bi vas še poslušala, verjamem, da tudi gledalci, pa se je najin čas žal iztekel. Jaz se iskreno zahvaljujem, da ste bili danes moja gostja in da ste delili to navdihujočo zgodbo z nami. Želim, da še naprej tako ostanete predani tem otrokom, zagotovo dobro se z dobrim vrne. Hvala lepa. Hvala. Hvala tudi vam, da ste bili v naši družbi. Ostanite na BKTV, mi pa se znova vidimo prihodnjo jesen.